sploh pojavljajo. Cilj teh preventivnih pregledov ni, da že zdravimo težave, ki so že nastale. A ne? Se pravi, mi hočemo priti, preden, a ne, se kakšne težave začnejo pojavljati. Zakaj so redni pregledi sploh pomembni? Zato, ker odkrijejo bolezni v neki zgodnji fazi, tudi kasneje potem zmanjšuje tveganje, a ne, da bi nastali kakšni zapleti. Tudi na dolgi rok pomagajo nekako pri ohranjanju zdravja, oziroma da je to pač neko kvalitetno zdravje. Tudi ena taka prednost je, da so brezplačni, se pravi, so kriti iz zdravstvenega zavarovanja, ne. Kaj sploh vključujejo preventivni pregledi? Zdaj tukaj je odvisno glede na starost, glede na spol, odvisen tudi, kakšni dejavniki tveganja se recimo pojavljajo. Največkrat pa vključujejo merjenje krvnega tlaka, neke laboratorijske preiskave, se pravi, se da pogledati, kri, ponavadi je najbolj pogosto pri nas, se pravi, sladkor, holesterol, tisto najbolj klasično. Tudi mogoče osnovna krvna slika se pogleda, ne, če mogoče oseba tudi kaj slabokrvna, ne. Tudi pregled telesne teže, sam življenjski slog. Zdaj v te preventivne preglede spadajo tudi cepljenja, mogoče zdaj najbolj aktualno za cepljenje klopnega meningoencefalitisa, ker je zdaj tako obdobje, a ne, klopa. Potem presejalni programi za raka, ki jih bom tudi kasneje omenila, na kratko pa svetovanja, ne, razno glede prehrane, gibanja, potem glede prisotnosti nekih škodljivih, a ne, nezdravih navad. Poznamo kar nekaj presejalnih programov, zdaj najbolj mogoče v Sloveniji so Zora, Dora in pa Svit, a ne. Zora je za odkrivanje raka materničnega vratu, kjer v bistvu že punce po 20. letu, a ne, na vsake 3 leta hodijo na te redne brise ginekologu, a ne. Potem Dora in pa Svit, dobite čestitko ob 50-letnici, a ne, rojstva. Takrat potem začnejo pošiljati. Zdaj pri ženskah, a ne, Dora za odkrivanje raka dojk na vsake 2 leti do 69. leta. Svit je pa za odkrivanje raka debelega črevesa in pa Danke je pa do 74. leta in prav tako na 2 leti. Zdaj mogoče kdo že slišal tudi za tale program, oziroma je v nekakvem nastajanju, se izvaja že, Propeter, in sicer tudi za raka prostate pri moških, a ne, da bi se tudi to nekako uvedli v reden ritem, tako kot recimo pri Svitu, a ne, da bi bili redno poklicani in bi se tudi to redno kontroliralo, a ne. Letos je pa tudi NIJZ dal tudi za kronično ledvično bolezen, da bi tudi to nekako prišlo v nacionalni program, da ne bi bilo več toliko domena osebnih zdravnikov družinskih, a ne. Zdaj, kdaj se sploh odzvati na preventivni pregled? V bistvu redno glede na starost, a ne, bomo tudi kasneje malo več povedali. Zdaj, če so prisotni kakšni dejavniki tveganja in pa po povabilu v nacionalne programe, se pravi, če vas Svit, Dora povabijo, a ne, preko pošte ponavadi dobite povabilo, se potem odzovete, a ne, pošljete nazaj pošto, pa ste pač del tega, a ne. Preventivni pregledi v ambulanti družinske medicine. Zdaj, kako sploh poteka, ne? V bistvu gledamo glede na samo ogroženost za kronično nenalezljive bolezni. Zdaj, to so bolezni, ki niso nalezljive, a ne, in se razvijajo postopno. Tukaj spadajo srčno-žilne bolezni, infarkt, a ne, možganske kapi, sladkorna bolezen tipa 2, tudi kronična obstruktivna pljučna bolezen, debelost, povišan krvni tlak in pa povišane vrednosti holesterola. In v bistvu gre za neko redno preventivno, nek redno preventivno obdobni pregled, a ne, pri diplomirani medicinski sestri, ki je v timu z vašim v bistvu osebnim zdravnikom, a ne. In v bistvu ocenjujemo tveganje za razvoj nekih takih bolezni. No, in kako pogosto smo vabljeni na preventivni pregled? Zdaj, če smo zdravi, približno na 5 let, a ne. To je ponavadi vabimo od 30. leta dalje, ponavadi so zdaj to neka zdrava populacija, ne, 30-letniki, zato tudi načeloma ponavadi so tudi laboratorijski izvidi so v redu, in pa ponavadi res rečemo, da se potem na 5 let vidimo, oziroma po potrebi, če bi bilo vmes
potreba, da bi se prej, ne. Če so prisotni kakšni dejavniki tveganja, ali so to neke, da je premalo gibanja, da je nezdrava prehrana, da so kakšne razvade prisotne, pa se nekje od 1 leta do 3 leta, tudi odvisno, a ne, po dogovoru. Zdaj, če je prisotna pa že bolezen, potem pa vsaj enkrat letno, če ne večkrat, na leto. Tudi stvar dogovora, no, res, tako. Glede na individualno posameznika, ne, se potem nekako prilagodimo. Zdaj, kako sploh poteka preventivni pregled? Opala, se pa nekaj sklopila, moment. Ja. Kako poteka preventivni pregled? V bistvu, to vključuje sam pregled in pa potem spremljanje, a ne. Najprej vas ponavadi napotimo v laboratorij, kjer opravite vse potrebne te preiskave, potem pa gre za oceno življenjskega sloga, ne, povprašamo glede prehrane, glede gibanja, če je zelo recimo stres prisoten, kakšne razvade, potem merjenje krvnega tlaka, telesne teže, na koncu tudi tveganje za srčno-žilne bolezni. In pa, če je res kakšna taka zadeva, pol tudi naprej svetujemo kakšne delavnice za, za izboljšanje zdravja. Če pa recimo ob pregledu kaj ugotovimo, a ne, kakšna taka posebna stvar, vas pa po potrebi tudi napotimo naprej do zdravnika, a ne. Zdaj recimo to je tak skreiran laboratorijski izvid, a ne, desno so vedno neke referenčne vrednosti, katerih si pač želimo, a ne. Tukaj levo te odebeljene so pa vaše vrednosti, a ne. Zdaj, če kakšna vrednost izstopa, zdaj zato je pa tudi fajn, da preden pridete recimo v referenčno, a ne, na neki preventivni pregled, da opravite laboratorijski, pregled prej, a ne, pred tem referenčnim pregledom, zato da se nekako, da znamo pač nekaj konkreten, povedati glede rezultatov, da ne govorimo kar nekaj na pamet, a ne, se pravi, glede konkretno na vaše rezultate potem komentiramo karkoli. Holesterol, zdaj mogoče ena taka najbolj, aktualna pri nas tema je v bistvu maščobi podobna snov, je čisto normalno prisoten pri vsakemu in ga v bistvu tudi rabimo, a ne, za preživetje. Zdaj skrbi nas pa takrat, kadar so povišane vrednosti tega, a ne. Zato ker lahko, pač pride potem tudi do nekih zdravstvenih zapletov. To imenujemo hiperholesterolemija, a ne, to so povišane vrednosti. Ateroskleroza pa imenujemo, se pravi, ko se začne ta holesterol nabirati na stene žil, a ne. Ločimo tega HDL dobrega, rečemo, in pa LDL slabega, a ne. Tega LDL se v bistvu najbolj bojimo, ker prav ta se lepi, a ne, na stene žil in nam pol takole, kot je na sliki, se nastajajo te plaki, a ne. In te plaki so v bistvu nevarni potem, da to nekam odnese in potem to imenujemo infarkt, a ne. Zdaj vzroki visokega holesterola oziroma visokih vrednosti, so različne, nekaj je dedno, a ne, nekaj je tudi, naš način življenja, kako se prehranjujemo, a je dovolj gibanja, tudi sam stres, a ne, vpliva na vrednosti LDL, tega slabega holesterola, tako da je lahko tudi včasih dejavnikov tudi več, a ne. Zdaj to so neka taka osnovna priporočila za uravnavanje holesterola, ke jih tudi, nekako najbolj delimo, a ne, med pacienti, neke take klasičnih priporočil. In sicer svetujemo, da se uživajo mastne ribe, vsaj recimo od enkrat do dvakrat na teden, to so recimo kakšni lososi ali pa skuše, a ne, take ribe. Da se uživa dovolj priporočene zelenjave, sadja, vsak dan, da recimo zmanjšamo vnos tega mastnega mesa, predvsem se svetuje bolj pusto meso, a ne, kakšno piščanec, puran, goveje meso, tudi potem uporaba, olja, ne, pri sami pripravi, se pravi, da uporabljamo kakšno olivno olje, repično, potem bučno mogoče bolj v solatah. Tudi način priprave, jedi, se pravi, da je to bolj kuhano, dušeno, pečeno v pečici ali pa zdaj ti cvrtniki na vroči zrak, a ne, ke so bolj popularni.
Če vemo, mogoče, da radi uživamo več teh mlečnih izdelkov, tukaj svetujemo tudi, da zmanjšamo vnos ta vnos mlečnih maščob, a ne. Se pravi, imate mogoče kakšno skuto, ki imate 40%, 20, 10, da zbirate te mlečne izdelke z manj teh maščob. Potem izogibanje drobovine, kakšnim predelanim mesnim stvarim, klobasam, hrenovkam, salamam, take stvari. Da mogoče te enostavne ogljikove hidrate, belo moko, da zamenjamo s polnozrnatimi živili. Nekako tudi svetujemo, da imamo redne obroke, se pravi vsaj tiste 3 redne obroke na dan glavno, ne, zajtrk, kosilo, večerja, pa vmes še kakšno malico. Če je recimo visoka telesna teža, da poskušamo to, a ne, izgubiti nekaj kilogramov, se izogibati kakšnim razvadam, alkohol, kajenje, da imamo redno telesno aktivnost, in pa kolikor se pač da, da se izogibamo nekim stresnim situacijam, a ne. Zdaj, glukoza je tudi ena taka druga pomembna stvar, ki jo gledamo. Je v bistvu glukoza v krvi, je količina sladkorja v krvnem obtoku, je v bistvu tudi nek vir energije, a ne, za naše telo, in nastane iz hrane, predvsem iz teh ogljikovih hidratov, a ne, kruh, testenine, riž, krompir, tudi sadje, a ne, ima fruktozo. Potem obroku preide v kri, od tam pa v celice, ne, kjer se porabi za energijo, ne, tako kot je mogoče tukaj na sliki, se pravi glukoza v krvi, rabi ključa, ne, da pride do celice, in ta ključ je inzulin, a ne. Zdaj, ko je glukoza v krvi visoka, jo inzulin zniža, a ne, pride v celice, ko je pa glukoza nizka, pa telo sprošča energijo iz svojih zalog. Zdaj, včasih pa pride tako, da imamo neke mejne vrednosti glukoze, oziroma mejna vrednost glukoze natešče, a ne, je 6,1. Zdaj, recimo, da pride nekdo, ki ima pa 6,4, a ne, ga pa ponavadi pošljemo na tale glukozno intolerančni test oziroma test obremenitve z glukozo. Zdaj, to so naša navodila, ki jih imamo na spletni strani Zdravstvenega doma Ljubljana, kako ta preiskava poteka, a ne. V bistvu vam dajo v vodo večjo količino sladkorja, se pravi, da vašo trebušno slinavko, a ne, obremenijo s tako večjo količino sladkorja. In potem vidimo, a ne, po odvzemu krvi, kako trebušna slinavka reagira, a ne. Zdaj, če so tam povišane vrednosti, a ne, s tem lahko lažje potrdimo, a gre za sladkorno bolezen, a gre ali je nekaj mejnega, rečemo, ta mejna bazalna glikemija, imamo pač več izrazov, a ne. Vsaj potem vemo, na čem smo, pa da lahko tudi bolj spremljamo pogosto, pa da znamo tudi ukrepati potem naprej. Zdaj, ko pridete, vas tudi povprašamo o družinski anamnezi, se pravi, če je v tej ožji družini, a ne, oče, mama, bratje, sestre, tudi polbratje, polsestre, bilo kaj posebnega, najbolj smo mogoče pozorni na pojavnost srčnih infarktov, možganskih kapi, potem kakšne sladkorne bolezni, visoki krvni tlaki, rak debelega črevesja, a ne, zato ker obstaja velika možnost za neko dedno nagnjenost, a ne. Zdaj, mogoče ne gledamo toliko neki infarkti, ki se zgodijo potem v 80 letih, a ne, pri članih družine, ampak bolj štejemo recimo pri ženskah v družini, če se je pojavil nek tak dogodek, če je bila stara pod 65 let, pa moški pod 55 let, da pa rečemo, da so pa res mladi, a ne. Potem gibanje, vas vprašamo, koliko gibate, kaj je vrsta gibanja, a ne, mogoče zdaj pri mlajših bo malo drugačen sistem gibanja, kot pa pri nekaterih starejših, a ne, tudi mogoče kondicijsko, ni pa nujno. Mogoče se držimo tele fit kratice, se pravi frekvenca, a ne, kako pogosto, potem kakšna intenzivnost vadbe naj bi bila, koliko časa naj bi trajala, pa tip oziroma vrsta vadbe. Frekvenca v bistvu redno, a ne, vsaj 5-krat na teden, če ne vsak dan. Intenzivnost naj bi bila vsaj neka zmerno intenzivna vadba. Trajala naj bi vsaj 30 minut na dan oziroma vsaj 150 minut neke zmerno intenzivne ali pa 75 minut visoko intenzivne aerobne telesne dejavnosti na teden. Se pravi, kjer se res zadihate, a ne, povišate srčni utrip, to so taki malo večji napori.
Zdaj vrsta vadbe, ali je to aerobne vaje, so vaje za krepitev mišic, mogoče za starejše bolj izboljšanje koordinacije, a ne ravnotežje, mobilnost, konec koncev pa tudi sprostitev, a ne. Potem vas vprašamo po kakšnih razvadah, se pravi alkohol, kajenje, za ženske vemo, da je največ ena merica dovoljena na dan, oziroma za moške največ do dve merici. To se šteje merica kot en deci vina, 2,5 deci piva, pa 0,3 deci žgane pijače. Seveda pol gledamo, ne, tudi če je mogoče prisotno škodljivo pitje alkohola, tvegano, če se oseba sploh zaveda, ne, da pa mogoče je malo preveč, ali pa če mu je kdo že v družini omenil, a ne. Potem kajenje, seveda tudi tukaj svetujemo opuščanje kajenja. Zdaj, če oseba ni motivirana, ga lahko tudi usmerimo naprej v kakšne delavnice za opuščanje, prav tako za alkohol. Opravljamo pa tudi spirometrijo, a ne, načeloma vsakih 5 let pri nekih dolgoletnih, a ne, kadilcih. To pa izgleda tako kot tukaj dol na sliki, a ne, se pravi, imate vi en tak tulček in s tem v bistvu, ko pihnete, gledamo kapaciteto pljuč iz različnih teh parametrov. Vprašamo tudi glede prehrane, najbolj nas zanima mogoče število obrokov na dan, a ne, zdaj kakšni jejo enkrat na dan, kakšni 6-krat, a ne, odvisno od posameznika. Potem tudi uporabo soli, a ne, pri sami pripravi hrane, oziroma če vi, ko imate krožnik pred sabo, kaj dosoljujete, katere maščobe uporabljate pri pripravi jedi, če uporabljate kakšne namaze, kako je glede uživanja mlečnih izdelkov, kolikšen je vnos sadja, zelenjave, kakšnih predelanih mesnih jedi. Mogoče najbolj na kratko tale zdrav krožnik se mi zdi super, no. Kako naj bi izgledal vsak naš obrok, a ne, mogoče najbolj za kosilo, ki je tako bolj glavni med obroki. In sicer četrt krožnika naj bi predstavljali neke beljakovine, ponavadi je to, zdaj, če govorimo za kosilo, a ne, zdaj kos mesa ali pa recimo kakšna riba. In to naj bi predstavljalo neko vašo dlan, a ne. Zdaj moški, ženske dlani se vseeno malo razlikuje tudi potem na količino, a ne. Potem druga četrtina krožnika naj bi bilo nekih ogljikovih hidratov, ponavadi je zdaj to ali kakšen krompir, riž, a ne, in pa recimo za pest veliko, a ne, porcija. Potem ostala polovička pa naj bi bilo neke recimo zelenjave, a ne, to sta recimo 2 pesti skupaj. Zdaj, ali je to v obliki sklede solate, ali je to v obliki, ne vem, neke zelenjavne priloge, a ne, odvisno. Važno je, mislim, fajn je, da je to takšno razmerje, ne, kot je tukaj na sliki. Tudi kar se tiče količine, a ne, da tudi ni količinsko res veliko na krožniku. Okej, zdaj ena stvar je pa tudi, da presejemo za depresijo in pa kolikšen je pri osebah vpliv recimo stresa. Vprašamo, kakšno je počutje v zadnjih 14 dneh glede volje, motivacije, kakšno je spanje, se kaj zbujajo ponoči, ali razmišljajo o stvareh, če potem čutijo tudi utrujenost preko dneva, a ne, rabijo počitek recimo po kosilu, ali je apetit povečan ali je zmanjšan, a se recimo težko skoncentrirajo, ko kaj berejo, ko kaj poslušajo po televiziji, potem tudi prisotnost črnih misli, a ne, ne vem, občutek, da so koga razočarali ali pa sami sebe, tudi mislijo glede samomora. In pa prisotnost stresa in vpliv na vsak dan, se pravi, stres imamo vsi, a ne, zdaj odvisno, a ne, gre to skozi en uho noter, gre skozi drugega ven, ali nas to res stvari, ki nas bremenijo, razmišljamo nonstop o tem, a ne. Zdaj pri starejših osebah, recimo, če ocenimo ali pa če nam sami povejo, da kaj pozabljajo, da se počutijo zmedene, opravimo pa tudi test kognitivnih funkcij in pa risanje ure. Mogoče najbolj poznajo tudi tisti, ki potem podaljšujejo vozniški izpit, a ne, tam imajo pa tudi pri psihologu zelo podobno tole stvar. Še ena taka stvar je prostata pri moških, a ne, ob odvzemu krvi tudi pogledamo ta PSA, marker za prostato. Ponavadi je tako, da gledamo nad 50 let, a ne, starosti, približno na vsaki 2 leti, a ne. Zdaj, če je bilo pa v družini že kakšen rak prostate ali pa kakšne druge težave, pa tudi pred 50 letom. Vrednost je normalna, je do 4, zdaj kar gre čez to, a ne,
Lahko potem zdravnica se odloči, da vas napoti ali na ultrazvok trebuha, da se pogleda, če je res povečana prostata, oziroma kaj se dogaja, ali pa vas pošlje k urologu, a ne, to je pač pol pristojnost zdravnika. Tukaj na tem pregledu vas pa vprašamo, a imate kakšne težave glede uriniranja, najbolj mogoče pogosto je po noči, a ne, da večkrat vstajate za na vodo, potem lahko opažate, da je stanjšan curek, a ne, da se prekinja med uriniranjem, da mogoče tudi čez dan hodite bolj pogosto na vodo, a ne bolj pogosto kot na 2 uri. Vse to vprašamo, da vidimo, a ne, če se pojavljajo kakšne težave. Zdaj, prav Peter sem dala pod vprašaj, zato ker mogoče bo on to prevzel, a ne, oziroma ta program, pa se bo mogoče tudi tukaj mal ta stvar razbremenila, a ne. Mm. Ok, potem, ko se vse to pogovorimo, pa sledijo tudi meritve. Ponavadi krvni tlak pomerimo, potem nasičenost kisika v krvi oziroma saturacijo, merimo obseg trebuha, telesno težo, višino, pa potem tudi EKG, a ne, ob koncu pregleda. Zdaj mogoče nekaj o visokem krvnem tlaku. Včasih, a ne, pride kdo, pa ima res, ne vem, 160/90, a ne, pa ne moremo reči, da na podlagi te ene vrednosti, da imate pa skozi visok pritisk, a ne. Ker zdaj tretirana vrednost, da je visoka, a ne, je nad 140/90, nad to vrednostjo. Potem se dogovorimo, a ne, da kakšen teden zjutraj pa zvečer spremljate doma krvni tlak, a ne, v domačem okolju, ker ste bolj umirjeni, doma vse poznate, a ne. Pomembno je, da vam damo napotke, se pravi, da res nekaj minut posedite, da se umirite, da ne gledate kaj po telefonu, da ne poslušate politike, a ne karkoli, da bi vas kaj znali iz tera vršt, tudi da nimate prekrižanih nog, ta čas ne govorimo med merjenjem. Zdaj, če prva meritev doma tudi povišana, še enkrat pomerimo, a ne, praviloma je druga vrednost potem malo nižja. Zdaj, kar lahko še sami naredimo glede višjega pritiska, oziroma ko so lih te meritve lih malo čez mejo, a ne, se pravi, lahko omejimo vnos soli, a ne, pri sami pripravi jedi, da ne dosoljujemo tudi, potem kakšni slani prigrizki, ne vem, slani arašidi, da smo redno telesno aktivni, da če je povišana telesna teža, da probamo tudi to znižati, a ne, ker vsak dodaten kilogram tudi za eno vrednost gre gor, a ne. In pa stres, a ne, tudi stres zelo vpliva na vrednosti. Zdaj, če smo pod stresom, takole, ko vidimo v ambulanti, a ne, si moram pol malo višji, ali pa v tistem pričakovanju, koliko bo namerilo, a ne. Zdaj, ko prenesete potem te domače vrednosti, zdaj, če še vidimo, da je tudi doma, a ne, da niso čisto v redu, se lahko pol odločimo za aparat, ki pa vam 24 ur meri krvni tlak. Se pravi, ga imate ves čas teh 24 ur imate gor. Zdaj mi tukaj v zdravstvenem domu imamo te aparatke, ne vem iskreno, kako je v drugih zdravstvenih domovih, lahko pa zdravnica tudi napiše napotnico, a ne, pa vas potem to tam dobite, a ne. Zdaj na koncu izračunamo pa tudi ogroženost, a ne, za kakšne srčno-žilne dogodke. Se pravi, izračunamo, koliko je v naslednjih 10 letih možnost, a ne, da pri vas pride do nekega infarkta oziroma možganske kapi. Zdaj, mogoče tukaj desno, a ne, je to ta tabela oziroma tale aparat, ki ga uporabljamo za izračun te ogroženosti. Ogroženosti po državah, a ne, vidimo tukaj zmerno ogroženost, zdaj to se razlikuje glede na državo. Mi pač v Sloveniji populacijsko spadamo med zmerno ogroženostjo. Potem imamo spol. Zdaj moški ste bolj ogroženi kot ženske za kakšne take dogodke. Tudi kajenje, če je kajenje prisotno, tudi tukaj nekaj procentov doda, a ne. Potem starost. Zdaj, ne vem, nekdo, ki je star 40 let ali pa nekdo, ki je star, ne vem, 80 let, a ne, žile tukaj niso enake, a ne. Za tisti v mlajših letih so še malo bolj take prožne, elastične, medtem ko v starosti so malo bolj toge ratajo, a ne. Zato tudi tukaj starost nekaj dodatih procentov. Gledamo potem sistolični krvni tlak, se pravi ta višji tlak. Zdaj, če bo tukaj v ambulanti višji, bo tudi ta procent na žalost šel gor, a ne.
in pa vrednost celokupnega holesterola in pa tega HDL, to dobrega, ne. Ta je tisti, ki vas ščiti pred kakšnimi taki srčnožilnimi dogodki in zdaj, če je visok, je tudi tukaj ena prednost, a ne. In recimo, ne vem, tukaj pa pol nekako klasifikacija, ne. Zdaj, če, ne vem, je neka oseba, mogoče ženska, ne, stara 59 let, pa smo zračunali 8% ogroženost, a ne, pa gremo gledati tukaj v srednjo, a ne, in je to že neki visoko tveganje, a ne, za to osebo. In v bistvu tej osebi bi lahko tu zdravnica že predpisala zdravila za holesterol oziroma statine, če se seveda oseba s tem strinja, ne. Mi vedno podamo stvari, neke pač dejavnike tveganja, ki so prisotni, odvisno pa pač vsak, kako to sprejme, pa če se mu zdi, da lahko vseeno še kaj naredi, a ne, pa pol se dogovorimo za kakšno kontrolo. Zdaj, kaj pomeni sploh to glede na ogroženost? Pomembno je to zato, ker potem vas različno vabimo, a ne. Zdaj, če je to nizko tveganje, se vidimo na ene par let, a ne, ali je to 5 let, spet vsem po dogovoru, a ne. Zdaj, če je to srednje tveganje, se bolj pogosto spremljamo, če je pa visoko tveganje, imamo pa neke redne kontrole in pa da tudi aktivno kaj ukrepamo, a ne, ali je to v povezavi s prehrano, gibanjem, ali pa damo, a ne, tako kot smo rekli, zdravila, se pravi, za holesterol. Mogoče, če na kratko omenim še osteoporozo, zdaj mogoče sploh pri starejših ljudeh, a ne, tudi tukaj izračunamo v naslednjih 10 letih, kolikšna je verjetnost, da bo prišlo do, pač pri tej osebi do kakšnega zloma. Opozorimo na nevarnost za padce, a ne, se pravi, da doma odstranite preproge, da nimate kakšnih drsečih podplatov, da se ne povzpenjate kam visoko na kakšne lojtre, ponoči greste na stranišče, da prižigate luč, a ne, da res ne bi prišlo do kakšnih nepotrebnih padcev. Po potrebi vas tudi usmerimo na merjenje kostne gostote, sicer na žalost je pač samoplačniško, ampak mogoče malo bolj dobimo občutek, a ne, v kakšnem stanju so kosti. In pa pri prehrani, a ne, zadosten vnos kalcija in pa vitamina D. Zdaj, končni rezultat, kaj mi dobimo po tem preventivnem pregledu, je lahko, da je ta oseba zdrava, lahko je to neka zdrava oseba, ki pa ima neke dejavnike tveganja, se pravi, recimo, da vse super fino fajn, ampak recimo pa nič ne giba, ne, tukaj je treba potem nekaj narediti, a ne, ali pa recimo, da kadi, a ne, če se le da, da recimo, da je motivirana recimo za opuščanje kajenja. Lahko dobimo osebo, ki je ogrožena za kronično nenalezljive bolezni, a ne, recimo, da ima ogroženost za sladkorno bolezen tipa 2, a ne, da recimo v družini kdo, ali pa da smo videli, se pravi, iz laboratorijskega izvida neke povišane vrednosti, ali pa oseba, ki je že, pri kateri je že prisotna, a ne, bolezen, se pravi, včasih oseba pride pač na preventivni pregled, pa ima že glukozo na tešče recimo 20, a ne, tukaj nimamo nič kaj za odkrivati tople vode, ker je pač že potrjena sladkorna, a ne. Zdaj, mi nekaj osnovnih napotkov damo, a ne, zdaj v tem kratkem časovnem obdobju, ki ga imamo skupaj s pacientom. Najrajši pa vidimo tudi, da pol se udeležijo kakšnih teh delavnic v Centru za krepitev zdravja. A ne, zdaj, če je res kakšna taka specifična stvar, da jih pol naprej tam napotimo. Zdaj sem tukaj navedla vse glede, vse, katere delavnice imajo, a ne, po določenih tematikah, se pravi zdrav življenjski slog, glede prehrane, glede telesne dejavnosti, duševno zdravje, tvegana vedenja, se pravi alkohol, kajenje, a ne, glede opuščanja in pa potem kronične bolezni, a ne, če so že nastopile. Zdaj, fajn je tukaj, ker je res prisoten tim strokovnjakov, imate in fizioterapevta, kineziologa, dietetika, psihologa, nekatere so tudi skupinske delavnice, se da tudi individualno kaj zrihtati, a ne. Lahko recimo greste tudi, ne vem, če ste drugače, če imate zdravnika v Šentvidu, pa ste iz Fužin, lahko greste tudi v Fužine, a ne, v zdravstveni dom, v tale Center za krepitev zdravja, a ne. Vas potem usmerijo, kam pa kako. Zdaj mogoče, s čim se vse spopadamo tukaj, a ne, kakšne so ovire in pa izzivi.
Pri ljudeh predvsem pomanjkanje časa, mogoče bolj pri teh mlajši populaciji, a ne imajo službe, imajo otroke, ki jih vozijo na treninge, pa a ne, služba po cele dneve in je mogoče se včasih težko uskladiti, a ne, ali pa bolj mogoče ti popoldanski termini. Zdaj, nekatere je strah, a ne, kaj vse bomo odkrili, ali pa da bo že kar postavljena kakšna diagnoza, pa se potem ogibajo temu, ali so pa pač nimajo lih kakšne motivacije, da bi prišli, a ne, češ nimam težav, ne rabim priditi, a ne. Lahko je tudi slaba zdravstvena pismenost, a ne, da ne razumejo, kaj je sploh pomen te preventive, a ne, kaj hočemo s tem doseči. So tudi socialni dejavniki, mogoče so kakšni odvisni glede na prevoz, a ne, svojih svojcev ali pa ne vem, finance, da rabijo plačevati taksi, a ne, za dostop do zdravstvenega doma. Ali pa kakšne kulturne, jezikovne ovire, včasih so kakšni tujci, pa se pol težko kaj sporazumemo, a ne, ali pa vsaka stvar malo po svoje razume. Ključni problem je zato, ker preventiva, a ne, je poanta, da deluje dolgoročno, a ne, ljudje pa reagirajo takrat, ko se že nekaj pojavi, ne, ko je mogoče treba že kaj zdraviti oziroma bi take stvari lahko že kaj preprečili. Zdaj, večno vprašanje, kako ljudi spodbuditi, a ne, k rednim pregledom. Zdaj, eni so zelo angažirani, zelo radi pridejo, nekateri pa, tako kot sem že rekla prej, a ne, se bojijo mogoče, kaj bi vse lahko bilo, a ne. Zdaj, pomembno je takole, a ne, kot danes, mogoče ozaveščanje, da je pomembno pred tem, da se zavedamo, da preventiva odkrije bolezni pred simptomi, se pravi, ne, smo rekli, pri navidezno zdravi populaciji. S tem tudi hočemo nekako, da imamo res neko kvaliteto življenja. Zdaj, pri tem tudi, da uporabljamo nek preprost jezik, a ne, da ne uporabljamo nekega strokovnega žargona. Tudi aktivno vabljenje, ali je zdaj to, da vas pokličemo, ali ne vem, po pošti, tudi večkrat, če je treba, ne. Da imamo res osebni pristop, a ne, ko pridete na pregled, se pravi, recimo, da na posameznika razložimo, a ne, kakšno je tveganje pri tej osebi, pa da postavimo res konkretne cilje. Aha, v pol leta si želite izgubiti 10 kilogramov, ok, a ne, se pravi, časovno določimo cilj, potem, kaj boste naredili, a ne, da boste prišli do tega, a ne, kam vas moramo še recimo usmeriti, vse to. Prilagajanje glede terminov, kolikor se le da. Motivacija, a ne, predvsem zdaj, da postavimo neke majhne cilje, a ne, da ne rabite ne vem kaj iz prve narediti, pa čist na horuk življenje postaviti, in pa da ne strašimo, a ne, zdaj, če ne boste delali to, bo to tako, a ne. Tega ne delamo. Tudi vključevanje družine, a ne, zdaj, če recimo vam damo domov zameriti krvni tlak, a ne, da vključite mogoče tudi svojce, pa da tudi oni kaj pomerijo zraven, pa da vidijo, kako je kaj z vrednostmi, a ne, kaj je še v redu, kaj ni. Zdaj, ideja je, da ljudje redko pridejo sami, a ne, potrebno jih je spomniti, motivirati in tudi olajšati dostop do samega zdravstvenega sistema. Ok, zaključek. Se mi zdi, no, da je to zelo eden takih pomembnejših ukrepov, a ne, da ohranjamo zdravje, da se tudi odkrije neke dejavnike tveganja ali pa bolezni, a ne, če pride tako daleč, še preden bi se sploh pojavili kakšni simptomi. Na ta način lahko tudi preprečimo pojav kakšnih zapletov, a ne, kakšne bolezni. Je pa to proces, a ne, ki zahteva sodelovanje tako zdravstvenega osebja kot posameznika, a ne, morata pač obe strani biti na vagi. In v bistvu ravno s temi rednimi pregledi, z nekim zdravim življenjskim slogom in to, da pravočasno ukrepate, a ne, lahko zelo prispevamo k nekem daljšemu, a ne, pa kvalitetnejšem predvsem življenju, a ne. Zato je pomembno, da ne čakamo na bolezen in da ukrepamo pravočasno. Evo, to je z moje strani vse. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje. Super, najlepša hvala, Anita. Ja, prosim. Jaz bi samo toliko rada povedala, predno začnemo z vprašanje, da tudi pri nas na društvu opravljamo preventivne meritve za ugotavljanje in spremljanje srčno-žilnih bolezni. Pa si to lahko tudi pogledate na spletni strani Društva za srce. Zdaj tukaj, če ima kdo še kakšno vprašanje, kar izvolite zastaviti.
Uh, tukaj le je v četu, gospa sprašuje, kaj je ne HDL holesterol. Mhm. V bistvu to je tale, rečemo, ta dober holesterol, a ne? V bistvu je razmerje med tem, recimo, zdaj mi predvsem gledamo ta dober holesterol, a ne? Te dva nekako delujeta skupaj, HDL pa LDL, ponovadi mi tega gledamo, a ne? Je pa to predvsem razmerje. Imamo tudi več holesterolov. HDL, hočemo, da je čim višji, povečamo ga tudi na račun aerobne vadbe, ponavadi. Se pravi, kakšne aktivnosti, pri kateri se res zadihate, povišate srčni utrip, a ne. Tega v bistvu povišamo. Zdaj LDL pa vpliva bolj ta stres, a ne, prehrana, tega pa z neko tako ustrezno prehrano in pa nekako izogibanje stresnim situacijam hočemo znižati, a ne. To v bistvu to, no. Če kdo želi kaj vprašati, še kaj dodatno zvedeti. Vklopite mikrofon, pa vprašate lahko. Zdaj, če pa ni, bomo pa kar zaključili. Očitno sem vse povedala. Aha, očitno Vse zajeto. izčrpno. Evo. Nič, potem se pa kar zahvaljujemo vsem za obisk, Ja. gospe Tudi z moje Aniti za strani. Hvala. predavanje. Ja, Hvala Hvala. lepa. Hvala. Hvala. no, super. Predavanje. In bilo v redu. No, No, super. super. Upam, da ste kaj novega zvedeli. Ja, sem Vedno, tukaj v a ne? društvu v Sežani, pa doktor Škibinovi, Aha. doktor Matija Cevcem obiskuje, tako da smo na tekočem, to mislim. No, super. Malo, to je lepo za preventivo. Tako, saj, da se zavedate pomembnosti, a ne, saj to je point, a ne. To kajenje smo pustili, pa to malo hoja. No, super. No, Zdaj mi v referenci tudi pohvalimo, ne, zdaj, če je kaj tazga, a ne, če uspete kaj dosežeti, tudi te male zmage, tako da imate pol motivacijo za naprej. pa želim še, mislim, polno zdravja želim tudi vam, ne? Kaj, za Hvala me je enako. vse, ja. Hvala lepa. No, hvala lepa vsem. Hvala, Ja, nasvidenje. nasvidenje.